pravi odlično zadaj, spredaj pa da je precej zmanjkalo, vaše videnje? Pa dobro, ja, ena zelo težka tekma tukaj v Bratislavi. Mislim, da nekako nismo mogli najti svoje igre skozi celotno tekmo. Vseeno smo si ustvarjali neki situaciji, iz katerih, če bi malo bolj natančno odigrali, bi mogoče lahko prišlo tudi do zadetka. Še enkrat več smo pa pokazali, da tudi ko mogoče nimamo našega dneva in ko stojimo kompaktno skupaj, da nam vsaka ekipa zelo težko zabije gol. Imate občutek, da Slovenija ni imela svojega dneva danes? Pa ja, mislim, da smo vsi videli, da nam je težko nam je stekla igra. Nekako bili smo konstantno pod pritiskom Slovakov, ampak tudi pred tekmo smo se zavedali, da bo zelo težko, ampak še enkrat ponavljam, da smo s fanti to tekmo odgarali, pustili vse atome moči na igrišču in na koncu mislim, da prišli do pozitivnega rezultata. Izhodišče, ko ste si ga želeli? Pa normalno, boljše bi bilo, če bi šli v Ljubljano zmago, ampak mislim, da je tudi nič proti nič pozitiven rezultat in mislim, da s podporo naših navijačev lahko naredimo še en pozitiven, boljši rezultat. Kaj še manjka mogoče ta hip, da bi še v napadu steklo, da bi še znali povezati te konce, pa da bi prišli večkrat v priložnosti? Pa jaz bi rekel, da tle mogoče detajli odločajo, mogoče meter podaja bolj levo, meter podaja bolj desno, boljši sprejem, ampak ja, danes so nijanse odločale. Kot sem pa že rekel na začetku, imeli smo ene par situacij v nekih pol-kontranapadih, kjer bi mogoče z boljšimi odločitvami lahko prišli tudi do zadetka, ampak dobro, gremo v Stožice na zmago. Bilo danes tudi morda malo presenetiti Slovake s tako novo taktično domislico? Ja, presenetiti ali pa ne, mislim, da nekih velikih presenečenj vseeno ni bilo. Dobro smo stali na igrišču, v nekih momentih bi pa vseeno mogli boljšo in predvsem z žogo odreagirati. Predvsem prvi polčas smo malo rabili, da smo se navadili na igrišče, se mi zdi, da bo kar težko. Ampak ja, gremo v Stožice z pozitivnim rezultatom, gremo v Stožice, da zmagamo in da ostanemo v B ligi. Obramba je delovala, ne? Ja, delovali smo dobro danes, cela ekipa definitivno dela dobro v obrambi in moramo narediti pa ta korak naprej še nekako v igri in poskušati tudi žogo biti boljši. Čeprav smo tudi v nekih situacijah danes dobro skreirali, situacije tudi za gol bila zabili, ampak ja, definitivno doma moramo pokazati še več in ustvarjati še več. Koliko lahko tukaj potem koristi že en konkretnejši dodatni trening, recimo? Pa definitivno, da koristi. Težko je trenirati dva dni pred tekmo, vemo, da vseeno neka priprava na tekmo, ne moš imeti nekih težkih treningov, ampak ja, bomo videli, jutri je regeneracija na sporedu, pol je pa že sobota pa nedelja, in bo spet hitro, dobro se regenerira, to bo najbolj pomembno. Kaj bo v tem dvoboju precej enakovrednih tekmecev? Kje so tiste malenkosti, detajli? Kaj bo odločilo? Ja, vedno so neki detajli, kdo si bo bolj želel, kdo bo nekako v nekih situacijah bolje odreagiral, nekih kritičnih dal gol in ja, pol se mi zdi, da bo hitro neka druga tekma, ko bo ena reprezentanca dala gol in upamo, da bomo mi to. Hvala. Koliko je pomembno imeti Jana, edini napaki, ki se je prikradla, resni, tisto njegovo posredovanje, dobi čokolado za tisto obrambo, ne smem reči pivo, kaj je krajni? Pa definitivno, vsaj kolikokrat smo že to ponovili, to je najboljši golman na svetu. Se že skoraj pričakuje pol od njega, da to se malo zabavlja, ampak ne, definitivno. Jano dela vedno tudi, ko mogoče niso neke velike situacije, pa pride ena, pa je tam. Tako da, super, smo lahko vsi veseli, da ga imamo.